Se lažje premikate, ne? Ena, dva, tri, se slišimo. Torej, lep dober večer, tudi gospodu Škofu in pa vsem navzočim. Moram mesto da odplazim, da se boste rad videli. No, to je tu že moje 7. predavanje, sklopu tehnikom in demovih večerov. Imam pa, mislim, da še pred sabo okrog 7, če še da reči. Davne po celi Sloveniji moram krožiti, je tega toliko že, da me spolgam za čas. Koliko imate časa? Jaz sem namreč prevozil danes, tu sem je približno 190 km in se mi za pol ure ne splača priti, ne? Tako da ura pa pol traja moje predavanje, da se vam pripravite. Dam pa vam tudi pravico, da me žvižgate, da začnete kašljati, potem pa nehal. Moje predavanje je v glavnem praksa, iz moje prakse, kot uradnega izorcista Mariborske škofije, poskušal pač to, kar sem iz prakse dojel, spoznal, pa moje zaključke v tem potegniti, tako da ne bom vas kakšnimi teorijami moril. Bo veliko praktičnih zadev, tako da boste se lahko tudi pomagali vsem tem. So mi pa ta naslov dali v Ljubljani, Nikodemova večer, zdaj bi najpač v tem nekaj pripravil. Pripravil sem glavne vse v PowerPointu, tako da boste lahko skoraj 80% besedila boste se lahko prebrali, tako da tisti, ki bo slabo slišal, pa da ne bo spal, pa bo tudi malo motko, da bo nam pobral. To pa mi je dalo misli zato, ker pravijo, da 78% si zapolniš, kar vidiš, 13% pa kaj slišiš, ne? Če to združiš, je skoro 90 in boste šli domov že kot profesori. Predavanje bi še Je pa to idejo mi dal tudi, enkrat jaz imam pri nedeljske pridige, se vedno pripravim PowerPointu. Kakšne slike, pa potem kakšne misli, dalje se pripravim vsako nedeljo, ki to ogromno delam, ampak ni zaston, ker spomnim se neke nedelje, sem imel krc, pa en mali, takiš 5-4 stari, vidimo tja v pisarno zapisati. Pravi, ati, si ti videl, kaj je tam napisalo? Ati, ja, ne vem kaj. Je fant prebral en stavek, si ga je zapomnil in očetu ga tam povedal, ne? Kada dalo meni misliti, pogled, če bi jaz to predmašil, kaj tako povedal, ne bi slišal tega. Tega črke se med sabo predivajo, ker veste, tukaj pri egzorcizmu pa vseh teh drugih zadevah se to vedno predivajo, nas kaj. Začel bi z odlomkom Svetega pisma, ki ga vsi dobro poznate, slišali ste zdaj že predmaši. Vse hodite predmaši, ne? V glavnem. V glavnem. Je to pripravljen ga prebrati? Kaj ne znam? Imaš nekaj odzvora. Telefon. V shodnici je bil človek, ki je imel duha nečistega demona. Z močnim glasom je zavpil: Ej, kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončati? Vem, kdo si. Sveti Božji. Jezus pa mu je zapovedal: umolkni in pojdi iz njega. Demon ga je vrgal na sredo in šel iz njega, ne da bi ga poškodoval. Vsi so osupnili in govorili med seboj: kakšna je ta beseda, saj z oblastjo in močjo ukazuje nečistim duhovom in odhajajo. In glas o njem se je širil po vseh okoliških krajih.
tale odlomek je vzeti iz Luka, kot je prebirali Marka in ima evangelist Marko še več teh poročil, kako Jezus osvobaja ljudi. Ko ljudi to danes berejo, pravi, se to je bilo takrat, da veste, v Jezusem času, tega danes ni. Takrat so si razne psihične bolezni tako razlagali, danes si razni modrujejo. Jaz takemu rečem, pridi, da enkrat objes me tak problem, pa boš videl, da to se danes dogaja, da to niso pravljice, pa to niso psihične bolezni. Eno so psihične bolezni, eno so telesne, eno so duhovne bolezni. To so 3 stvari. In tega ne moš metati v en koš. Ali ste se kdaj vprašali, zakaj živim? Kdo je smisel mojega življenja? Kdo vodi moje življenje? Ponuja vam sledeč odgovor. Vsak je narejen iz ljubezni in se vrača k ljubezni. Na tej poti človeku prihaja naproti Jezus, ki človeka neprestano išče. Zato sem prepričan, da je Jezus odgovor na vse moje probleme. Čeprav verjetno dvomiš od ta odgovor. Poskušal ti bom danes na primerih to pokazati. Tudi človek se zaradi svobodne volje veliko krat ne pusti najti, da bi ga Jezus odrešil. Človek je sicer bitje, ki hrepeni po odrešenju, in če ne sreča Jezusa, bo odrešenje iskal drugje. Kdo izmed nas ne pozna teže bremen, ki prihajajo iz neodrešenega družinskega dela, iz notranjih ran, ko me nekdo rani. Potem so tukaj moji osebni grehi in vse to potrebuje odrešenje. Mnogi zato začno iskati odrešenje alternativnih poteh in tako se znajdejo v rodnjakih sodobne gnoze, ezoterike, novodobnih, duhovnih gibanj, satanističnih praksah, magiji, uroki, spiritizmu, vedeževanju, alternativni medicini, bioenergiji in tako dalje. Vse to pa je velikokrat tudi vstopno mesto za delovanje hudega duha. Vsakodnevno se srečujem z ljudmi, ki so postali žrtve teh stvari zaradi svoje naivnosti, nevednosti, osebne stiske in nevede. Kako takšnemu človeku pomagati? Cerkev mu prihaja naproti z molitvijo za notranje zdravljenje, z molitvijo za osvoboditev, potem zakramenti, zlasti spoved, sveta Euharistija, o tem bom potem na koncu več govoril, in seveda bolniško maziljenje. Včasih pa je potreben tudi egzorcizem. Vsak, kdo sprejme Jezusa in mu preda svoje življenje, bo rešen. Verjetno dvomiš v ta odgovor. Jezus me neprestano išče. In to se začne že na začetku Svetega pisma, ko sprašuje Adama, kje si. Toda po drugi strani tudi hudič išče. Apostol Peter je zapisal v prvem pismu: Tresni bodite in budni, vaš nasprotnik hudič hodi okrog, kakor preveč lev in išče, koga bi požrl. Uprite se mu trdni vedi. Kaj je boljši plen za leva, kakor nekdo, ki je ranjen? Obstoj hudiča in vpliva zlih duhov se v svojem življenju skoraj ne zavedamo, dokler se osebno ne srečamo z očetovo ljubeznijo Jezusu Kristusu. Tole, kako deluje Satan, da nam bom spustil, da bom malo skrajšan, ne bo predolgo. To se da še ekipe prevedete. Ustavil bi se pri tem drugem vprašanju, kako Satan stopa v človekovo življenje. In sicer, jaz sem se nekje našel svoje prakse, pa tudi po tej razni literaturi vidim nekje 5 vstopnih mest. To je družinsko delo, notranje rane, osebni grehi, potem so pa satanistične prakse, to so okultizem in magija, črna magija, uroki, spiritizem, prekletstva, potem satanizem v glasbi, alternativna medicina in pa 5. vstopno mesto je pa oddaljenost od Jezusa, brezbrižnost, mlačnost, to, kar danes tudi mnogi kristijani živijo v svoje sedanje življenje. No in v teh točkah, 5 se bom oziroma vse, se bom dan nocoj ustavili
in potem zadnje vprašanje, kako se iz tega ven skupati, kako se rešiti. Torej, kako Satan stopa v človekovo življenje preko družinskega dela. Vsak človek na svetu je sužen svoje zgodovine in preteklih dogodkov in v sebi čuti potrebo po osvoboditvi. Že apostol Pavel je v pismu Rimljanom zapisal, se ne razumem niti tega, kar delam, ne delam namreč tega, kar hočem, teveč počenjam to, kar sovražim. To vsak v sebi to veliko rad čutimo. Ne? Mnogo ljudi, ki so vpeti v okove grešnih navad, me sprašujem, ali bo njihovo grešno vedenje prizadelo njihove otroke in prihodne generacije. In žal moram jim potrditi, da se to velikokrat tudi zgodi. Število zasvojenih z alkoholom in število zasvojenih z mamili, kako tudi število mladoletnih psihiatričnih bolnikov stalno raste. Podroben pogled na preteklost naše družine nam bo nedvomno pokazal, da razne naše težave in motnje prihajajo od prednikov. Mnogo ljudi trpi zaradi strahov, nenaklonjenosti, jeze, zamir, značajskih izbruhov, neustaljivih občutkov krivde, depresije, samomorilskih nagnjenj, spolnih deviacij, pohote, močnih skušnjav za nezvestobo v zakonu. Iz dneva v dan narašča število homoseksualcev in lezbij. Vsi ti problemi, ki sem jih naštel, lahko povzročajo tudi, vse te probleme, ki si jih naštel, lahko povzročajo tudi grehi prednikov. Če so namreč naši starši, predniki, v življenju naredili kakšno zlo ali greh, potem prekletstvo tega greha lahko vpliva na potomce. To še posebej velja, če se predniki tega greha niso pokesali, se spovedali in prosili odpuščanja in dobili odvezo. Torej govorim, da ne bo nesporazuma, govorim o grehih, ki niso bili odpuščeni v teh grehih, ker ni bila krivda odpuščena, ki se zgodi pri zakramentu sprave in spovedi. Veliko problemov lahko reši sveta maša za ozdravitev družinskega dela, ampak ne samo to, še marsikaj drugega potrebno. Morda so v vaši družini bili ljudje, ki so umrli v grehu in ki ste njihov potomec, lahko njihove grehe vzamete nase, da jih preprosite Gospoda, da jih odpusti. Tisti, ki so odšli pred nami, niso mrtvi, so živi, zato jim lahko pomagamo s svojimi molitvami, dobrimi deli in svetimi mašami, ki je najboljše sredstvo za rešitev teh, ki so še na poti očiščevanja. Nikoli se ne jezite nanje, čeprav so vam povzročili veliko zla. In zelo pomembno področje, ki ga vedno bolj ugotavljam in se z njim srečujem, ne pozabimo, da k našemu družinskemu delu spadajo tudi splavljeni otroci. Po spontanem ali posebej namernem splavu se včasih zgodi, da naslednji otrok, ki se rodi in živi, nosi materino krivdo in strah. To je področje, ki potrebuje molitev za ozdravljanje. Verjetno je eno najtežjih ozdravljanj, katero potrebuje ženska, ki je splavila na področju krivde, ker gre za kršitev naravnega zakona, ne ubija zaradi Božjega zakona. Do tega pride, ko je človek sposoben reči, grešil sem, bilo je narobe, žal mi je. To se zgodi pri zakramentu sprave. Po moji izkušnji ženska, ki je splavila, potrebuje temeljito in iskreno spoved, molitev za notranje ozdravljanje, ozdravljanje v odpuščanju, da si sama sebi odpusti in verjetno tudi osvoboditev od duha krivde in duha smrti. Leta 1978 je dr. Andrej Feldman na Univerzi Loyola v Chicagu z ljudmi, ki so imeli izkušnjave, da bi naredili samomor, opravil nekaj raziskav. Odkril je, da so ti ljudje v splošnem imeli izkušnjave samomora vsako leto v istem času na obletnico poskusa splava. Drugo stopno mesto so notranje rane.
Že v obredniku za spoved najdemo, da mora duhovnik pri spovedancu poznati rane greha in da mora dati za to primerno zdravilno pokoro. Notranje rane so spomin na doživetje, ki me je ranilo in ki je meni pustilo svoje sledi. Vsi podatki, ki jih mi dobimo skozi naša čutila, so zapisani in niso izbrisani iz naših možganov. Mi to lahko sicer pozabimo in potlačimo našo pozavest, vendar je to živo in boleče in to ostaja boleče lahko celo življenje. Vsi smo kdaj to že doživeli. Razne travme, že od spočetka dalje, zelo negativno vplivajo na naše življenje. Zelo pomembno je, kako sem bil spočet, brez ljubezni, izven zakona ali v zakonu. To niso pa tako zamrljive stvari. Najtežji so grehi, ki jih je otrok doživel v prvih 3 letih življenja. Otrok je ranjen z grehom, ki ni njegov greh, ampak je greh osebe, ki ga je ranila. V osebi, ki je bila ranjena, se naseli občutek zavrženosti, krivde, manj vrednosti in strahu. In iz tega se pozneje razvijajo problemi, kot so razna psihosomatska obolenja, astma, alergije, migrene in tako dalje. Pri grehu je v ozadju seveda hudi duh. Zato so te rane kot posledice greha vstopno mesto za hudega duha. Zato je pri molitvi za notranje ozdravljanje vedno treba moliti tudi molitev za osvobajanje. Potrebno je moliti, da oseba, ki je bila ranjena, odpusti osebi, ki jo je ranila. Za globljo rešitev, da bo prišlo do odpuščanja, da bosta drugemu odpustila, pridemo do področja, ki je duhovno in to ni psihiatrija. Odpuščanje ni stvar moje dobre ali slabe volje ali psihe. Odpuščanje je stvar milosti, brez milosti pa jaz ne morem globinsko odpuščati. Ne morem, ker so moje možganske celice ranjene, poškodovane, zaradi tistih besed ali dejanj, ki sem jih jaz ukradil v svojem spominu. In to ostane in se da izbrisati, se ne da pozabiti. Kemične snovi lahko to umirijo, ne morejo pa spremeniti. Zato ljudje hodijo razne psihiatre, dajo razna pomirjevala, antidepresive, ampak zadeva se ne reši. In tukaj se srečujemo s čudežem, da Bog te spomine ozdravi, da ti spomini niso več boleči. V tem je bistvo odrešenja. Jezus je prišel, da ozdravi posledice grehov ljudi. In to zmore on kot Bog in ne kot človek. Tu imamo eno schemo. Če si predstavljamo človeka, včasih, če spomnim, so nas učili, da je človek pride na svet kot tabula rasa, čisti nepopisan list. To ni res. Človek danes pride že kar z dobrim okvirjem, to je okvir, ki ga sestavlja mati. Predstavljate si, mati prenese vso svojo gensko zasnovo in tudi, seveda, če govorimo duhovno, tudi so duhovno vsebino, bodi si negativno, dobro, zdravo, nezdravo, prenese ravno tako oče, potem okolje, v katerem sem živel, v katerem sem doraščal, ki sem bil sprejet ali sem bil ljubljen, in pa seveda potem Bog, zelo pomembna komponenta, kakšen je bil moj odnos v družini, v kateri sem živel, do Boga, do vere. In človeka potem nekje vidimo 1/10 zavesti, 9/10 podzavesti in karkoli človek doživi, skuša sklačiti v podzavest, če tega ne razreši, in ko zavesti zopet doživi nekaj podobnega, se skuša tista zadeva iz podzavesti takoj aktivirati in priti do zaveze, da tam zgoraj ne bela črta, pomeni izhoče tisto potlačiti. In če jaz to tlačim, potem seveda pride do raznih anomalij, do raznih deviacij, psihičnih motenj, bolezni in tako dalje. In seveda je duhovni. Ali če se to lepo nazorimo, greste po gozdu, pa vidite eno lepo drevo, na zunaj ne vidiš nič, zelo lepo drevo, če ga odrežeš, boš pa malo si kaj videl. Tukaj vidiš, ko je bilo to drevo malo, na levi dan je bilo rasti zelo skupaj, se pravi, neko ovira, to drevo raslo.
Potem vidimo neke črne kraste. Je verjetno bil kak požar grozno, da je to globoko ranjeno. Potem vidimo z one strani zopet, da se je moral nečemu umikati. Vidimo goste rasti, da je kad je bila kakšna suša. Vidimo še ene črni kolobade, da kakšen napad insektov, kar smo zmišljujem. No in tako človeka mi lahko vidimo, da zunaj zelo vse lepo in prav, nič narobe, če pa vemo v globino njegovega duha ali in njegove duše, lahko kaj vidimo mnogo te ranjenosti. Zdaj, problem oseb, ki so notene ranjene, je, da iščejo pomoč vseh mogočih alternativah. To vam podatek, ki sem ga našel na internetu, podatek telefona, se ko človek zgrozi 200,000 Slovencev kliče sada te šarlatane. Zdaj, če to primerjamo, rečem, kako se pravijo statistika, da kot 70% Slovencev vse krščenih, stavite, koliko torej vernih kliče tudi te šarlatane, kar pomeni nezaupanje, se pravi, je greh proti prvi Božji zapovedi. In navadno se ti ljudje predstavljajo kot tisti, ki zdravijo in izganjajo zlo celo z Božjo energijo. Preden ti ljudje poiščejo pomoč pri duhovniku, če najde nekoga, ki jih bo seveda razumel in tudi znal pomagati. Mnogo ljudi notranje ozdravi in mnogo zaživi po dobri spovedi. Človek mora vsem odpustiti, če hoče prejeti blagoslov notranjega ozdravljanja. Sprejeti moram Jezusa kot edinega Gospoda in zdravnika našega življenja. Odkloniti moram vse oblike praznoverja, okultnega in magičnega, recimo vodu, čarovništvo, spiritizem, satanizem. Potrebna je odstranitev neurejenih navezanosti in grešnih odnosov. Molitev za notranje ozdravljanje je proces, v katerem smo osvobojeni svojih občutij zamere, zavrženosti, jeze, samopomilovanja, depresije, krivde, strahu, žalosti, sovraštva, občutka manjvrednosti in obsojanja. Po molitvi za notranje ozdravljanje prosimo Jezusa, naj gre nazaj na našo preteklost in ozdravi vsako rano, da vzame duhovno radirko in izbriše vsak boleč spomin. Gre za to, da Jezus svojo božansko lučjo posveti tiste temne prostore, kamor je Satan skril rane in boleče spomine. Satan je tisti, ki nas spominja, da ne moremo odpustiti nekomu, ki nas je ranil. Brskanje po svoji notranjosti je uničujoče, če pogleda ne obrnemo na Jezusa in ne povabimo Jezusa v svoje življenje. Najmanj, kar bom doživel, bo depresija. In se srečujem z mnogimi ljudmi, ki so pač notranje ranjeni, potem hodijo raznih shodnjaških metodam, da bi se z tega rešili. Recimo kakšna joga ali pa kakšna vzhodnjaške meditacije pripelje človeka k samemu sebi. Človeka razgalijo in ko spozna vso svojo bedo, se zruši, ker te vzhodnjaške metode ne prenesejo odrešenja. Ni Jezusa Kristusa, ki bi vstopil in potem človeka tudi odreši. Da se človek zruši in žal mnogi končajo tudi na psihiatriji. Psihiatri nam mora pomagati, ker je za duhovno zadevo, ne za psihično. Tretje vstopno mesto so osebni grehi. Najpogostejši vzrok satanega vpliva na človeka imajo njegovi osebni grehi. Vsak osebni greh, beseda, mislih in dejanj, ter vsem mogoče oblike seveda opustitev dobrega. Je seveda odločitev za satana. Iz osebne prakse so najtežji grehi. Življenje izven zakonske skupnosti. Največ ima problemov s takimi, ki živijo izven zakonske skupnosti in pridajo reševati probleme. Potem zunaj zakonska spolna intimnost pušča med ljudmi vezi, ki zlemu duhu omogočajo delovanje. Ko nekdo stopi v popolno spolno zvezo, se ustvari trajna zveza, ki ostane do takrat,
ko se zlomi, ampak ne tako, da se pada, razide, ampak po molitvi za osvobajanje. Če na primer moški imel spolni odnos s 6 ženskami, preden se je oženil, on sedaj vleče v zakonsko posteljo še 6 oseb, ki prinaša duhovno zmedo v njegov zakon. Velja je enako za ženske, ne sem za moške. Potem abortus, tukaj se človek odpre duhu smrti, oziroma žena. In tukaj nosi enako krivdo tudi moški, ne samo žena. Včasih celo moški še večjo, ker od Boge žene reve zahteva abortus. In ona tako nosi krivdo. In malo moški se tega spove. Potem sovraštvo, neodpuščanje, obiskovanje raznih bioenergetik. Bila pri meni žena, ki je bila na bioenergetiko. On je prepoznal malo, da je pač razvezana, da je sama in je potem seveda izsvetoval, rekel se je tako spolna moč, da je lahko zdravi. In je hodil potem te revi in seveda to so bile usluge zdravljene, morala to plačevati. Ne? In na koncu je končala na psihiatriji, pa tega ni malo, boste mislili. Pri teh zadevah se marsikaj dogaja. Potem pomanjkanje ljubezni, odvisnosti, nerazvestoba v zakonu. Vse to pa seveda rešuje ena temeljita spoved. Mnogi se mi zdi to zelo pomembno področje. Namreč to področje vstopanja zla človeka v življenje preko naših osebnih grehov so verjetno, tukaj smo najbolj doma, ne? To sem temu več posvetil, tudi nekaj primerov. In eno od teh prvih zadev, ki bi se danes ostavil, je okultizem in magija. Pomeni stopiti skrivnosti v temni svet nepoznanih sil. Mnogi so slepi za nevarnosti okultnih praks in opozorila Svetega pisma. Na primer, eden od teh odlomkov, 5. Mojžesova knjiga, 18. poglavje, 9.11, pravi tole. Ko prideš v deželo, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog, se nikar ne uči posnemati gnosov tistih narodov. Naj se ne najde pred tebi nihče, ki bi sina ali hčer žrtvoval ognju, ki bi upravljal vedeževanje, zarotkoval na zlago znamenja in čarov, ali izgovarjal poroke, ali klical duhove umrlih in druge duhove, ali povpraševal umrle za svet. Tako svetopismo zvedi. Zelo aktualno, ne danes to ljudje se počnejo. Človek je že od nekdaj hotel pogledati za zaveso, ki skriva njegovo prihodnost. To je dosegal z raznimi magijskimi praksami. Tukaj nekaj naštevam, si lahko prebereš, no vsega tega naštevam. Naprimer, fant, ki hodi z dekletom, pletenih v okultizem, lahko načnejo demoni nadlegovati preko njegovega odnosa z njo. Če ne bo pustil dekleta, ali se dekle ne bo spreobrnilo, ni mogoče razlomiti te notranje vezi. Potem je črna in bela magija. Pomeni usmeriti satansko zlo proti neki osebi preko magičnih formul ali obredov, v kateri se kliče Satana, da bi z njimi vplivali na razvoj dogodkov in na ljudi v lastno korist. Vrhunec so črne maše, da vedeževalec ali mag lahko vpliva na določeno osebo, potrebuje nekaj njenega, lase, nohte, del spodnega perila, fotografijo in tako dalje. Včasih vidijo, ko me kličejo, a moram prenesti sabo kakšno sliko, s tem izmereste naravne slike, vi imate. Se pravi, vas ne sliko. Potem naslednje stopno mesto so uroki. To je najpogostejši način, kako se preko določenih predmetov, ki se najprej dajo Satanu, da vadijo tiste svojo zlobno moč, lahko škodujejo drugi osebi. Pri urokih Satan posnema Boga, podobno kot ima vsak zakrament določeno materijo. Recimo pri krstu porabljamo vodo,
tako Satan pri urokih uporablja materijo za namene. Recimo taka primerjava bi naj bila, uroki so negativna zadeva zakramentu, podobna generacija je tukaj. Uroki so lahko sestavljeni iz mrtvaških kosti, menstrualne krvi, potem raznih praškov, sežgani deli živalskih dela, sežgani živalskih telesa, še posebej srce, posebne trave in tako dalje. Vendar urok ni toliko odvisen od materiala, ampak od volje in sovraštva tistega, ki hoče s pomočjo Satana škodovati drugi osebi. Obstajajo posebne skrivnostne formule, ki jih magi izgovarjajo, ko pripravljajo takšne obmazane smesi. V to področje spada vodu, sedaj slišali za to vodu, bom razložil. Na lutkah, ki predstavlja določeno osebo, se prebadajo določeni organi ali deli telesa, kjer se hoče škodovati tej osebi. Sveda ta vodu praktiker ima plačeno lutko, ti prideš k njemu, sveda to zelo masno plačaš, to ni poceni, ne? Si sovraštvo s svojim sosedom, ne rečeš, jaz bi se da svojega soseda znebil, ta zabode recimo tukaj v srce in čez 14 dni, mesec dni bo soseda infarkt. Kaj se pravi, se to resno, to 100% deluje. Vendar kako pa da potem razložil. Voduje, ne bodaš zima, začetek voduje je v državi Benin, to je centralno-zahodno-afriška država. In ko so sužnje vozili iz Afrike v Ameriko, se je ta vodu, ta okultna, magična praksa tudi z njimi širila. Ko danes so razširjeni, najprej se širijo potem tudi Dominikanske republike na Haitiju, da je zelo razširjen, zdaj sem pravil na raziskavo, na Haitiju, ki se pravi, da je zelo katoliški, ampak da je okrog 10% ljudi, ki se ukvarjajo z vodujem. Potem se je karibske država, potem bi še v Ameriko in z globalizacijo, seveda v celom svetu, tudi že danes v nas, v Evropi in tako dalje. Bil sem pred leti, mi egzorcisti imamo vsako leto svetovno ali pa evropsko srečanje egzorcistov, navadno okoli Valencije ali pa v Nemčiji ali pa na Poljskem. In se spomne pred leti, ki je bilo srečanje v Nemčiji, je bil z nami eden prav iz Benina, ki se ukvarjal z molitvijo za osvobajanje, laik. In duhovnika me je pripovedoval, kaj se tam počenja in kako te ljudi rešujejo. In en cel dan smo posvetili samo temu, te vodu praksi. Slišal sem pa tudi egzorciste iz Azije, ki so pripovedovali, da celo poznajo tudi uroke z vezanimi, sicer da skušajo vplivati že na otroka v prednatalni dobi, se pravi, še otrok v maternici, zvežejo lutko na roko ali nogo in se ta otrok rodi brez roke ali noge. No, ko to slišim, potem mi rekel, ja, potem lahko z mano vsakdo manipulira, dela karkoli hoče. Rekel bom da in ne. Kdaj da in kdaj ne. Sveto pismo namreč pravi, Sveto pismo nikoli ne pravi, da se moramo hudiča bati, ampak naj se mu upremo, naj bomo pozorni njegove napade in trdni v veri. Jezus je Satana premagal. Pri tem so nam pomoč Marija, angeli varuhi, svetniki, recimo, če se pri molitvi egzorcizma samo omeni Marija, hudič takrat popeni, čist zvori. Potem bili smo krščeni v Jezusa Kristusa. In če živimo iz zakramentu, se nimamo česa bati. To te razumeli, zakaj tu poudarjamo eno resno krščansko življenje. Če jaz živim na resno krščansko življenje, povezano z Jezusom, potem se nimam česa bati, mi nišče ne more nič. Če pa sem jaz, seveda, tisti tradicionalni vernik ali vernik na veliko noč pa na Božič, potem pa jasno, da ima lahko nek drug, en mak ali kdorkoli, lahko močno dal, zlasti ta bo manipuliran. Pomembno je tudi, kaj nosim s seboj. Križec na verižici ali kaj drugega.
Danes nosijo mladi vse mogoče zadeve. Ne? Je pa se čudi, da mora spati, pa ima razne mode in ne vem kaj vse. To je začetek še navadno. Ne? Bil bi meni nekdo, ki je hodil v bioenergetiko, pravi, po pomoti se slučajno imel takrat v žepu križec in tisti dan ta bioenergetik ni mogel nič delati, ni polnoma zmeden. Da je očitno za druge sile, ne, če ima sile, če tako reče, današnje življenje. Vemo, da pri Jezusu v Svetem Duhu ne gre za sile, ampak gre za Božjo ljubezen. Spiritizem, kako stopiti v kontakt z duhovi pokojnih ali z drugimi duhovi. Pri spiritizmu je vedno navzoč medij, ki je posrednik med ljudmi in duhovi. Medij posodi duhu svoj glas, kretne pisanje, recimo za pisanje, vedno se oglasi tudi duh, ki posnema glas pokojnika. Je lahko potem usede nekoga, ki je navzoč na seansi. Danes se mladi posebej to opažam, pridejo potem s problemi, navadno šolo v naravi, ko imajo, ali pa kakšne žurke, ko imajo doma kakšne rojstne dneve, se tim osnovnošolci s tem igrajo, kličejo duhove, kako stara mama, ne. Ampak stara mama se nikoli ne bo oglasila, ne, ki se ne more. Med nami, poznate z Evangelijo, tam Lazarja pa Bogatina, ne, med nami je prepad, ne. Ampak oglasi se hudič, ne, ki pa posne, ki je pa hudičevo inteligentno bitje in seveda posnema glas stare mama, ne, potem ljudje misli stara mama oglasila, ne, pa se je hudič. In tako mnogi ti ljudje končajo tudi samomorov, ne, ali pa imajo še kaj hujše zadeve. Potem naslednje vstopno mesto so prekletstva. Kdo hoče več vedeti o prekletvih, ki so posledica kršitve zapovedi, naj bere 5. Mojžesovo knjigo 27. pa 28. poglavje, ne? Svetopismo imate doma? Vsi? Sigurno? Pa ga kaj berete? Ja? Če še ga niste začeli brati, ne? Potem vam takole svetuje. Danes, ko pridete domov, ga najprej poišči, ne? Če ti ga bo uspelo poiskati. Ne? Če ti ga bo uspelo poiskati, potem jutri pojdi v župniku, pa ga tam kupi njemu. Ne? Če ti ga bo uspelo najti, ga vzami najprej ven z police, pa pravno iz police. Potem pa ga daš ni brati. Zdaj bereš pa tako, če hočeš priti v večno življenje, bi moral vsaka Doličan 3 sveta pisma uničiti. Uniči, tako da jih bereš, tako da ga prvega znucaš, da ga spade, ga vržeš stran, vzameš drugega, ga znucaš, ne, spet vržeš stran, tretjega, potem boš prav prišli nebese. Ampak moraš iz tega doživeti, ne samo podati. Torej, danes jutri bo to dole čeli verjetno vrača, ne? Tam imate o prekletstvi nekaj napisano. Zlog prekletstv, ki prihajajo od zunaj, brez naše krivde in je v ozadju demonov. Tiste zloki so prvič prekletstva, ki prihajajo iz preteklih generacij. To sem prej že govoril, ko sem govoril do ženske delo, da to nekaj ne bom ponavljal. To generacijsko prekletstvo ima 2 učinka. Blokira Božji blagoslov in dogaja se različne nesreče v družini. Potem so prekletstva, ki imajo svoje zloke v sedanjosti in to je delo različnih satanističnih skupin in drugih, ki so izvajajo roke in druge okultne prakse na domi. Tu sem že prej omenil, recimo vodu. Mnoge žrtve se ne zavedajo nadnaravnega duhovnega zloka svojih problemov in izkušajo reševati na racionalistične načine in ne pomislijo na prekletstvo, ki bi bilo ga potrebno odstraniti. Se mu da zateče psihiatru, ni za duhovno zadevo, zateče psihiatru, ampak psihiatru ne bo mogel rešiti, ker gre se ne za duhovno zadevo, ki je v zadnjem podal kakšna okultna praksa. Potem tretji vzrok so elementi tradicionalnih religij. Mnogi kristjani mislijo, da je vseeno, ali si kristjan, budist in dujec. Češ, vsi imajo svojo pot na vrh gore in na vrhu se bomo vsi srečali. Ja, lepa teorija, ne?
samo vse poti ne vodijo nujno na vrh, ne? Da lahko tudi zapeljejo kakšen prepad. In se ne bomo srečali na vrhu. To je ena stvar, druga stvar, treba se zavedati, da mnoge tradicionalne religije imajo v sebi dobre elemente, moralne drže, ki pa so pomešane tudi z demonskim, še posebej, če so njihovi duhovniki vračni. Se spomnim, pred nekaj leti sta prišla k meni dva Hare Krišna, navduševan za Hare Krišna. Ampak nisem bil preveč navdušen. Pa sta potem, se nekaj kaj, če ste imata videli toliko poguma, pa vidim, da jezik vama dobro teče, sem dala bom slavno mladinsko skupino, pa je vaju jaz povabil mladinski skupini. Sta bila takoj za to, ne. In sta res prišla, ne, in sta potem predstavila svojo vero, sektu, kam je rekel. In potem bi se bila vrsta vprašanj, seveda tudi takih malo provokativnih, pa sem pa tja. In zanimivo, ne, moralne drže. Zelo dobro sta povedala mladim, kakšno imajo moralne drže, recimo glede zakona spolnih odnosov, glede družine, glede zakona, podobno kot mi kristjani. Tako so mladi bi kar oke dali na pesme, ne. Pri njih je tudi zelo resna zadeva, ne, so spoznali. Svoje moralne drže. Ampak ni samo to, ne. Krščanstvo ni samo moralne drže, krščanstvo je Jezus Kristus. In ko jaz njega srečam, potem tudi lahko živijo etično, moralno. Če ga nisem srečal, ne mogu živeti, ne. In spomnim se, da je egzorcista, verjetno ste živel že nekajkrat v Sloveniji, Rufus Pereira, on je predsednik egzorcistov, predsednik Svetovnega združenja egzorcistov, on je po rodu Indic, je pa profesor Svetega pisma, študiral Sveto pismo v Rimu, zelo racionalist, ne. Ko on ima predala, je to prav uživaš, on vse stvari tako, da ti si secirala, ti je dal predalčke, tako da ti je vse jasno, ne. In se ga spomnim na predavanju, ko je imel, je rekel, okoli 1/3 ljudi, za katere je molil, je bila osvobojena vpliva drugih duhov, ki so se identificirali kot hindujski bogovi. Zanimivo. On je Indijs, hinduizem poznam, ima to notri, ne. In to povedal, ne. Zdaj pa cimo pri nas tede, ki imajo razno jogo, sedanje življenje zganjajo, potem pride tiste stopnje, ko pride do manter, ne, dobijo te mantre in cimo ravno ta je povedal, ne. Rufus pravi, te mantre so velikokrat imena hudih duhov, oziroma imena teh poganskih duhov, ki so v bistvu hudi duhovi, ne. In ko jaz to izgovarjam, kliče dejansko hude duhove. Potem satanizem razumemo kot narobe religijo, ki časti hudiča in kot narobe etiko, ki ne teži dobremu, ampak zlu. Kultni satanizem ima svoje obrede in neke vrste volitveno življenje. Satanisti, to je definicija več kultnega satanizma, ki jih je več vrst, to sem da izpuščal. Satanisti hudiča kličajo, slavijo se mu prepuščajo, s hudičem, ki je živo bitje in oseba, spostavljajo osebni odnos. Obenem pa bojijo močno sovraštvo do Jezusa Kristusa in cerkve. Čisto na kratko, da bom se spuščal te zadeve. Potem je satanizem v glasbi. Satan lahko deluje tudi preko glasbe. Tega smo veliko, predvsem pri mladih, ki prihajajo, da je bilo dostopno mesto ravno glasba. V preteklosti so znana tako subliminalna sporočila o hardrock glasbi in heavy metalu. Ukvarjanje s satanizmom lahko predvsem pri mladih razumemo najprej kot posledica radovednosti in veselja do eksperimentiranja, ki se navadno začne z spiritizmom. Satan je egzorcistov Dona Morto. Dona Morto je znan, verjetno ga poznate v njegovi knjigi, Izganjajoča pripoved. Dobral to knjigo? 1.50. Vam priporočam, da berete. Pojedite župniku vašemu, pa ne vam jo posreduje ali jo kupite. To je njegova knjiga. Dona Mort je znani rimski egzorcist v Rimu
Večkrat si ga osebno poznal, večkrat bili na naših srečanjih, tudi prej bil še predsednik, zdaj pa že precej star. Ima veliko nastopa na televiziji, na raju, veliko govori o teh zadevah. No in veliko knjige napisal. Hrvati mislim, da imajo, jaz sem vse njegove hrvaščine, vsaj 4-5 knjig. Mnogo zdrav samo eno. No in on je na nekem predavanju tole rekel. Pravi, da mu je hudič na seansi, mislim na seansi, na molitvi egzorcizma, rekel, diskoteke, to so moji templji. Zdaj ste predstavljate, koliko mladih preživi petke in sobote v teh njegovih templjih. Potem je alternativna medicina. To je zopet tako široko področje, ki tega jaz dan samo omenjam. O tem da bom spredal, ker potem morali rabi še 2 uri samo za tole področje. To je namreč idealna metoda za prenašanje idej ezoterike in New Age-a vsakdanje življenje. Cerkveni dokument Jezus Kristus, prenašanje žive vode, številka 104. Jih nekaj našteva, akupunktura, homeopatija, kidopraktika, zdravljenje s kristali, z metali, glasbo ali barvami, bioenergija, reiki. Je namreč reiki je močne zdanje življenjske energije. Tu je samo nekaj naštevam, po tistem dokumentu, ta dokument ima še mnogo več. Če da tu pogledate, boste videli še marsikaj drugega, kar notri odkrili. Potem 5. stopno mesto je pa oddaljenost od Jezusa, to je mlačnost, brezbrižnost, nepoučenost in naivnost. Satanska moč in njegov zlobni vpliv na ljudi se posebno pokaže na človeku, ki se oddalji od Boga. Mnogi so to doživeli v svojem življenju. Navadno ljudje začno najprej odpuščati vsakdanje molitev, potem nedeljsko svetomašo, redno spoved, počasi začne človek začne popuščati raznim izkušnjavam. Človek tako počasi, ne da bi se zavedal, zapade v zamke podobnega duha, ki ga zaplete v svoje mreže, zamrači razum, oslabi voljo in v tem stanju je popolnoma nemočen proti zlu. Zdaj smo obdelali ta stopna mesta, zdaj pa kako pomagati človeku, ki se je zapletel z okultnimi silami, kaj storim. Ko pride človek meni, da najprej izmenjava nekaj osebnih osnovnih podatkov, in kdo in kaj je. Pomembno je, kakšen njegov problem, potem poslušam, sprašujem, da ugotovim, kje je vzrok problema, kdaj, kje, na kateri način je zelo prišlo človeka. Zelo pomembno je, da se ugotovi, ali gre za problem, ki je na področju psihe ali duše, ali je na področju duha. Če na področju duše ali psihe, potem ne spada k meni, da jaz pošljem psihiatra. Če na področju duha, potem pa seveda spada k meni. Navadno vprašam, kaj želite, da bi Jezus storil za vas? Ali povejte mi, kaj se dogaja? Ko imam jasno predstavo o tem, kaj se dogaja, največkrat vprašam o njegovih starših. Ste bili kdaj v bolnišnici ali na kakšnem psihiatru so zdravljeni, posebej, če še dilema, za kaj gre, ali duhovno ali psihično. Ali redno jemljete zdravila. Poglavitno je poslušanje in zaupanje Svetemu Duhu, da bo razkril, kaj je pomembno. Zelo pomembno je, ali ta človek želi biti osvobojen. Včasih veste, ljudje ne želijo biti. Pomembno je, da odkrijem, čemu je prišel, ali obstajajo kakšne duhovne ovire, ali pozna Jezusa, ali potrebuje sakrament sprave. Zelo pomembno je poiskati korenino in področje zvezanosti. Korenine so lahko v telesu, grehi spolnosti, na duši sovraštvo, zamere, zavist, napuh, maščevanje, zagrnjenost, neodpuščanje, strah, travme, na duhu okultizem, horoskopi, vedeževanje, magija, vodu, prekletstva in tako dalje. Postopek osvobajanja se začne z vode na molitvijo. Tu govorim zdaj o osvobajanju, ne o egzorcizmu. S takšno molitvijo se odkrije še druga področja, na katerem je človek bil zvezan. Potem sledi prvi korak. To je nekaj praktičnih stvari, ki bodo vam zelo prav prišle. In poskušam tudi večkrat duhovnikom poudarjati.
ki se mi zdi zelo pomembno. Namreč, prvi korak sledi temu je, ko se mora človek odreči vsemu, česa želi biti osvobojen. Naprimer, Jezusa imenu se odpovedujem poželjivosti, ali Jezusa imenu se odrekam strahu, ali Jezusa imenu se odrekam vsemu sovraštvu do te osebe, v Jezusa imenu mu odpuščam za zlo, ki mi ga je storil, ali v Jezusa imenu se odrekam oblasti, ki sem jo nad svojim življenjem izločil vedeževalki ali kakšnem čarovniku ali magu in duhu, ki je deloval po tem vedeževalcu. Podobno naj se posamično odreka tudi vsem drugim duhovom in lažem, na primer neodpuščanju, prevaram, pomilovanju, raznim vedeževalkom, čarovnici, bioenergetiku, magu, vsem spolnim duhovnim povezanosti z neko osebo. Po odpovedi pa sledi drugi korak. Tole mora vsak pacient na prvi korak, da se odpove. Določen zadevi. Še pred tem bi dodal še en korak, je, da odpuščam. In se vedno odpuščam tem osebi. Potem se odpovem. Potem je lahko tretji korak, da Jezusa imenu zlomim moč hudega duha, da ne bo mogel več ovirati nadaljnjega osvobajanja. To preprosto storim z besedami, Jezusa imenu zlomim to zvezanost. Ali Jezusa imenu prelamlja moč hudega duha. Moč duha strahu. Ker vsak greh ima pravzaprav nekega duha, ki človeka tlači in vodi in ga spravlja v probleme. Potem sledi tretji korak, to je izgon hudega duha. Ta drugi korak lahko ne tudi vsak lajk. Tretji korak, izgon, sam na sam moram tudi to naredim. To bi prosto, da mi Jezusa imenu, zlomi zvezanost, mi Jezusa imenu prelamlja moč duha. Ja, to. V Jezusa imenu prelamlja moč duha in potem še naslednji, v Jezusa imenu izganja moč tega duha nad menoj. V Jezusa imenu prelamlja moč takega duha, tu sem potem združil vse te skupaj, ki se mu je ta oseba odpovedala in moči vsakega sorodnega duha, ter jim vsem ukazujem, da jih Jezusa imenu takoj odidejo. Če to na kratko ponovim. Torej, v Jezusa imenu se odpovedujem temu duhu greha, potem Jezusa imenu razlamlja moč tega duha in Jezusa imenu izganjam tega duha greha iz svojega življenja. To so trije koraki, ki lahko vsak izmed vas med seboj, sam nad sabo lahko to naredi. Potem še nadalje še praktično, kaj to pomeni. In pa, če imaš pa koga, ki je nekje verificiran, če bi tako rekel, strani cerkve, da ima kakšno karizmo zdravljenja, ali karizmo molitve, ali osvobajanja, pa lahko tudi on za tebe moli molitev osvobajanja v tem koraku. Po teh korakih. Potem sledi seveda molitev zahvaljevanja, hvala Jezu, da si me osvobodil, in molim za človeka, da bi bil napolnjen Svetim Duhom. Namreč, če je zlo išlo iz njega, potem pravi Jezus, lahko pride 7 hujših in je ostane še hujš, se pravi, treba potem tega človeka zaščititi, napolnjen Svetim Duhom, da nima zelo več mesta v njem. Potem človeku bo tudi program, kaj je potrebno narediti. Če želi, da bo rešen teh zadev. Tudi je absolutno odpoved vsem tem stvarim. Uničenje raznih predmetov, piramid, slik, kamno, kaj se je. Danes malo ljudje se mogoče doma, ki dobijo pri teh raznih šarlatanih. Spomnim, je bila pri meni ena iz Dunaja, ženska je prišla, ja, še tega nisem videl, na vseh okočinah je veselo na kilograme kamov. Dobila je neke indijske teh vedeževalke na Dunaju in se je prvo bo treba dole naslaniti, povleč v neko reko, če hoče, da je zadev rešiti. Potem odpoved bude v drugi spoved vede, kar sem že prej povedal. Potem redna nedeljska sveta maša z obhajilom, to potem več govoril, redna spoved.
redna molitev, redno branje Svetega pisma, to te dan prej začeli brati, ne? Smo že zdaj rekli, najprej prav dol, potem pa začneš brati. Začni pa najprej z novo zavezo, ker če boš stalo zavezo, boš še malo čudno, ne? Boš malo novi zavezi doma, potem tudi začneš že stalo zavezo. Vse veste, kaj je nova zaveza, ne? Prosim? Vemo, je to, ne slišim kak glas. Potem odpuščanje kakšne osebi, ki imam z njo kakšen neurejen odnos, dobra dela, pogovor in pa ljubezen do zakona. Potem pa bi se ustavil v spovedi. Spoved je najpomembnejši zakrament za osvobajanje. To je več kot molitev za osvoboditev. Danes mislijo ljudje, če bo nekdo molil molitev, osvoboditev, da človek greši. Ne bo. Potem je tukaj spoved, ki je pomembnejši. Mnogokrat prihajajo ljudje, ki nimajo urejenih odnosov z bližnjim. Vedno jim najprej predlagam spoved. Začudeni so, saj sem vendar prišel zaradi onega ali zaradi one. Teda jim rečem, morate si priznati, da nima slabosti le vaša snaha, sin, mož ali žena, imate tudi vi. Predvsem pa morate priznati, da ni dobrota le v vas, ampak tudi v njej ali njemu, ki ste ga krivili. Dokler boste vi samo nedolžni, bodo krivi samo drugi. Za pravilno dojemanje spovedi moram imeti izkustvo brezpogojne Božje ljubezni. To pomeni, da me Jezus sprejema prav takšnega kot sem in me ljubi kljub mojim grehom. Se pravi, Jezus mi ljubimo tako pogojno, ne? Če boš priden, že to pozvajamo, če boš priden, če boš tak, boš to dobil, ne? Te bo imela rada, te bom objela, ne? Če pa ne, pa se veš, ne? Da Bogu tega ni, ne? Bog pa ima vsakega enako rad. Največjega svetnika in največjega grešnika ima Bog enako rad. In spoved pomeni videti svojo resničnost v tej Božji ljubezni. Vprašanje, ki se nam postavlja, zakaj moram to priznati človeku duhovno, ker on ta grešnik kot jaz. To je največja ovira danes človeka. Ja, to pot je namreč Jezus izbral in tako tudi določil. Če se je on človečil, da postaja eden izmed nas, je vedel, da mi potrebujemo posrednika, da jaz lahko uredim odnos z Bogom. Šta si to reče, se jaz lahko naravi, dragim naravo, ja tam ti bukvi se lahko poveš, kaj boš ti zgamel, kakšno korist, ne vem. Lahko zavračaš duhovniku poslanstvo, izkaže pa se, da moram potem njegovo vlogo nadoknaditi z drugim človekom. Sam sebi nisem dovolj in samo človek nas ne more odrešiti. Ljudje se danes zatekajo psihologom, psihiatrom, ne vem kam se. In masi kakšen psiholog, ki je že rekel psihiater, mi je rekel, veste, meni pridejo ljudje, tudi psihiatri so že meni poslali mnoge, so rekli, ja, veste, ta zadeva je za spoved. So rekli, ja, pridejo k nam, ampak mi ne moremo dati odveze. To je pomembno dejanje, odveze. Da sliši pacient ali penitent besede, jaz te pečem tvoj greh. Jezus ga je osvobodil. Je tisto, kar je bilo zradirano, tega ni več. In po vsaki spovedi je zelo pomembno vprašanje, kaj boš sedaj naredil, kaj boš storil. Zelo pomembno vprašanje. Ki ga jaz poskušam vsakemu, ki je zelo resno vzame spoved, mu postaviti vprašanje, kaj boš ti po tej spovedi naredil.